spet smo skupaj. Imam kar nekaj informacij za vas, uvidov, modrosti. In kot sem napisala v naslovu, nasprotja se privlačijo. Kaj sem mislila s tem? Se pravi, prvo da vam to povem, sem ravno kar iz štedilnika, ker je bil moj oče in njegovo partnerko sem danes povabila na kosilo, tako da smo se zelo lepo imeli, uživam, upisala sem nov program glede finančnega področja, vam v kratkem javim, koliko sem zadovoljna ali pa kakorkoli, bomo videli, kaj bo. Se pravi, edina, pa naj bo to nek tak napovednik za leto 2023, edina naša zakladnica oziroma pametna naložba je živijo, me slište? Živijo, Gregor, živijo. Edino naša pametna naložba in kar jaz vsakmu svetujem, so naložbe v znanje, v novo znanje. Zakaj? Zato, ker za znanjem, ki ga imamo do danes, smo tu, kjer smo danes. In če na bilo katerem področju, segmentu, trenutku, odnosu, bilo čem v življenju nismo zadovoljni, je potrebno vložiti novo znanje, pridobiti novo znanje in življenje se vam bo spremenilo, sigurno na tistem področju. Karkoli vam ne gre, se pravi, vam ne gre sam, ali pa nam ne gre, ali pa bi radi boljše, je to samo zato, ker pač do določene stopnje imamo znanje oziroma neznanje, informacije in se pravi, potrebujemo novo znanje in informacije. Kaj sem hotela danes s tem naslovom povedati? Nasprotja se privlačijo. Celo življenje v bistvu vsi poslušamo, nasprotja se privlačijo, pa meni to nikoli ni nekako resoniralo z mano, nikoli mi ni bilo jasno, kako se nasprotja, kaj zdaj se plus pa minus, pa nekoga pritegneš, ko ima nekaj, kar ti nimaš, ali koliko, ne, pač ni mi bila. Grem v gost, super, fajn, enkratno, naber si, Grega, naber si kake vejce, pa to, pa napiš mi na zasebno, kjero je tvoje dušno drevo, pa ti bom povedala njegove čarne lastnosti. To je ena izmed vej, s katerimi se tudi jaz ukvarjam, in to so drevesa, in vam pol zaupam njihove čarne lastnosti, kje vse vas podprejo in kakšne zvarke si morate doma narediti za boljše in lepše počutje. V glavnem, in zdaj, če nadaljujem, se pravi, nasprotja se privlačijo. To nisem nikoli razumela, zanj sem pa bila pri Mojci Debeljak, Mojči, na zvočni kirurgiji. 2 ure je trajal koncert, recimo bi lahko temu rekla, zvočna taka poslastica z gongom, klaviaturami, posodicami, ne vem vse, kaj je bilo. V glavnem fantastično in sem res prišla do globin sebe in dobila močne uvide. In ne samo uvide, ampak tudi pač meni je bilo dano videti, kaj moram še narediti, kjera so moja šibka področja. Tako da, ampak jaz vem, da tista, ko mi smatramo, da so naša šibka področja ali pa da so naše mane, kako se to reče mane, da so naša pomankanja, naši strahovi, nekaj, ko nas je sram, nekaj, ko nam najmanj gre v življenju, tam noč se skrivajo naši največji zakladi, to morate vedeti, ko zavestite to, ko rešite, ko se poglobite v to, točno tam, ko vas je najbolj bolelo, točno tam, ko vas zdaj najbolj boli, ko boste to svičnali, ko boste to razumeli, se bo vaše življenje popolnoma spremenilo in res boste našli nagrade tam, to so vaše nagrade, tam so vaši darovi, se skrivajo. In nasprotja se privlačijo, bom ostala pri tem. Se pravi, jaz privlačim nekoga nasproti sebe.
in tisti nasproti mene privlači mene. S čim se privlačiva? Vsak s svojim magnetkom. Jaz sem pritegnila njega, on je pritegnil mene. In zakaj bi jaz zdaj v bilo komer, če izpostavim recimo moške partnerje, v mojem primeru, imela karkoli slabega v komu zapovedati, če sem ga jaz pritegnala. Moja notranjost, moj magnetek, moj gumbek je njega pritegnil. In vsak je bil točno pravi. Pa ne samo to, tudi vse dogodke, tudi vse ljudi, tudi vse situacije, tudi vse informacije, tudi vse znake, vse jaz pritegnem s svojo vibracijo. In pritegnem točno tiste, ki so na enaki frekvenci, kot sem jaz tisti trenutek. In zato vam vedno pravim, poglejte čez dan, kdo so tisti ljudje, ko se z njimi družite, kdo so tisti ljudje, ko se z njimi srečujete, kakšne so informacije, ki ste jih tekom dneva dobili, ker ravno tiste informacije ali pa karkoli ste slišali ali pa videli, pa ste ti za trenutek obstali, so ravno te informacije, ki so pokazatelj vaše frekvence. In če vam karkoli ni všeč, spremenite vašo frekvenco, ker ta frekvenca vas bo dvignila na višjo vibracijo. Se pravi, vedno pritegnemo točno to, kar smo mi sami. In če vam še predam recimo sporočilo, ko sem ga res dobila v tej meditaciji, v tej zvočni, ne vem, kako se to sploh reče, no, zvočno, ko pač igrajo gonge pa to, ne. Je bilo razumi vse ljudi z ljubeznijo, zelo močno sporočilo. Prikazale so se mi neke stvari iz mojega tega zdajšnjega življenja, ki sem že čisto pozabila na njih, ne. Ampak rečemo, da bi bile za nekoga fejst grozne, tudi za mene so bile, da sem jih naredila, strašno sem jokala, strašno sem bila v obupu, strašno sem bila v nemoči takrat, ampak nisem drugače zmogla in nisem drugače znala. Nisem še imela toliko znanja, ko ga imam zdaj, vidite, spet znanje, ker če bi se mi danes enako zgodilo, bi ravnala povsem drugače. In te neke duše so se mi pač oglasile in so rekle, če mi tebe razumemo, da si to naredila in ti popolnoma nič ne zamerimo, kako ti ne razumeš ostalih ljudi, da resnično ne znajo drugače, kakor delujejo. In to je bilo zame zelo močno sporočilo, ker se že kar nekaj časa zdaj ukvarjam s tem razumevanjem, res globokim razumevanjem in razumevanjem v ljubezni vseh ljudi in vseh situacij, ko se recimo še okoli mene zgodijo, pa mi niso najbolj všeč, no? Ampak spet vem, da imam jaz ta magnetek v sebi, ker drugače jih ne bi pritegnala, ne. In to ne pomeni, ne govorimo o odobravanju, ne govorimo o tem, da ostajate v kakršnikoli odnosih, službah, prijateljstvih, ki vam niso v doprinos in ki niso radost, kjer se pojavlja nasilje ali pa karkoli drugega, daleč od tega, ampak govorimo o tem, da nihče od nas, tudi tisti nasprot nas, ko nam res rečemo povzroča rane, ne zna ravnati drugače. In ko to razumeš, se v nas pojavi mir, se v tebi pojavi mir. Sprejmeš tudi tega človeka z ljubeznijo. Tako sem že zadnjič govorila, lahko je imeti rad nekoga, ko ti skozi govori, kako si perfekten, kako si fajn, kako fajn zgledaš, kako ti bo vse v življenju ratalo, kako si nadarjen, kako si lep, ne. Malo težje pa imeti rad nekoga, ko kontra temu recimo govori, ne, da ti nič ne bo uspelo, da si kreten, da si ne vem kaj, kriči na tebe in tako naprej, ne.
In ravno ti ljudje potrebujejo največ ljubezni. To ne pomeni, da ostajamo v takšnih odnosih, to pomeni, radi imamo lahko tudi nadaljavo in razumemo lahko tudi nadaljavo. In kaj s tem delamo, sebi poklanjamo mir. In vso življenje, ki ga trenutno živimo, je samo odraz naše notranjosti. Mi smo sami, okoli nas so pa, ta izraz ogledala meni ni glih najbolj ljub, ampak okoli nas se pa odvija življenje, ki je v nas noter, naš film. In nihče ni, vsak je sam odgovoren za to, kakšen film projicira na platno. Ne more biti država, ne more biti partner, ne more biti učitelj, ne more biti zdravnik, vsak sam projicira. In še nekaj sem hotela povedati. Zdravo Jolanda, zdravo Ivo, zdravo Moder tulipan. Zdaj mi je pa ušlo. Če ima kdo kako vprašanje, vprašite. Vam zdaj z veseljem odgovorim. Za jutri se mi je eno mesto za terapijo ob 10 sprostilo, če ima kdo mogoče čas. Zdaj malo EPP-ja moram narediti, ker drugače, če pač tega ni, jaz ne morem tega sporočila širiti, ko ga širim. 21. v sredo imamo ob 10 zjutraj brezplačno predavanje z naslovom Pomankanja v obilje. Tu mislim iz pomankanja na bilo katerem področju v življenju, kjer smo pač nesrečni, kjer bi radi nekaj drugače, kjer bi radi nekaj več. Zdaj jaz ne morem reči, da bomo zdaj v 2 urah naredili ne vem kaj, ampak informacije, ko jih boste dobili, vam 100% zagotavljam, da nikoli več v življenju ne boste enaki, ker ko enkrat prideš na tako predavanje, ne moreš biti več enaka, spreminjamo se iz sekunde v sekundo, iz dneva v dan, vsi dogodki nas spreminjajo, vse situacije in tudi to predavanje vas bo spremenilo, če druga ne, vam bo skozi neka vest, ali kdorkoli že to je, sporočala od zadaj, da je treba nekaj narediti, Tako da, vprašanje, dajte zdaj, tu me imate, lahko marsikaj rešimo. To sem hotela reči, danes sem napisala objavo, ne vem več točno v kakšnem smislu, da če nekdo dela 3 ure na dan, pa zasluži, pa ob tem neizmerno uživa, ker to je možno, da ne boste mislili, da ni možno, ali pa 1 uro na dan delati, pa ogromne vsote denarja zaslužiti, pa biti ob tem res radosten, pa srečen, pa izpolnjen, pa res dela to, kar te veseli, Ampak mi smo res v programu, smo v matrici, ko mislimo, da je treba, 10 ur na dan garati in to hoditi v službo, ko nas niti slučajno ne veseli in ne radosti in kjer nismo srečni, ostajamo v odnosih, ki nas ne izpolniti se moramo sami sebe, ker tako da jaz dobivam marsikatere ponudbe, ki mi je res ampak sem sama sebi pač dala zavezo za to, da bom še bolj srečna in vam tudi tu povem, da trenutno ostajam v razmerju sama s seboj, še sigurno nekaj časa in to sem se pa zato odločila. V vsakem videu vam povem, da imam točno napisan seznam, kakšnega partnerja želim oziroma kakšen bi resoniral z mano in niti slučajno ne pristajam na manj. Trenutno pa pripravljam sama sebe na ta sanjski partnerski odnos. In kaj to pomeni? Vse, kar sem jaz na list napisala, da želim, da bi bil moj partner, moram jaz sama postati. Tako da jaz še nisem tam, kjer so moji cilji, recimo. Važna je ta pot, da bom čim bolj uživala in da se bom čim bolj fajn imela. In tako da se pravi, nekaj časa še tega sigurno ne bo v mojem življenju. Tako da vam še tu povem, zakaj. To je pač moja osebna odločitev, ker vem, kera so še tista moja področja, ko jih želim urediti, izboljšati
In tako sem že omenila, sem se zdaj tudi en program opisala, se pravi, jaz ogromno časa, denarja in vsega tega namenim v svoja izobraževanja, Ana. Ker se vedno sama sebe pogledam v ogledalo in rečem, tvoje finančno stanje je takšno, če bi želela boljše, se pravi, se moraš nekaj naučiti od nekoga, ki ima boljše finančno stanje, kot ti čist simpeljene, ali pa karkoli pač, ne. No, da se na to objavo, ne, in mi smo v programu, kjer mislimo, da pač je treba 8-10 ur na dan delati, ne, ampak jaz vam zagotavljam, da čisto vsak od vas, nas, se je rodil najmanj s 3 talenti, najmanj, in s temi talenti je 100% lahko milijonar. Ampak z enim talentom. Ampak, a se vam res, danes sem gledala od Ane Bučevič video, tale, ko ga ima motivacijskega, kako on imenuje, za leto 2023. Na eni točki se je treba odločiti, in pač začeti slediti tem svojim sanjam, tistemu, kar te pač radosti, ne. In nikoli nisi prestar za to, nikoli nisi, ni važno, v katerem življenjskem obdobju si, pa tudi, če boš samo en teden še živel te svoje sanje, je vredno, Ana. Ker tako ona pravi, ne, kdaj je prepozno, nikoli ni prepozno. Še ko boš umrl, pa boš svoje telo dol gledal, koliko si mrtev, Ana, še takrat te vprašajo, želiš iti nazaj dol, želiš iti nazaj na zemljo, pa še kaj porihtata, še takrat imaš izbiro. In zato prepuste se temu lepemu toku, ker življenje je res izredno, življenje je res lepo. Ampak vedno sprejmem ljudi, recimo, da se pogovarjam z njimi, ko mi pišete, pa na Messenger, pa to zaenkrat še. Ampak, ljubi moji, ko jaz ugotavljam, pa govorim vam čisto svojega zornega kota, iz svojih izkušenj, da ni čudno, da ste toliko nesrečni, da ste toliko bolni, da imate toliko malo denarja, ker ste toliko v vlogah žrtve. Pa ljubčki moji, verjamem, da se ne zavedate in vas res razumem. Res vas razumem. Ampak toliko je danes enih knjig na razpolago, pa toliko je danes enih videov na razpolago, pa toliko je danes enih brezplačnih vsebin na YouTubeu, na Instagramu, na Facebooku, kjerkoli. Toliko imam jaz enih brezplačnih predavanj, ko vam res skušam vas podpreti, pa vam pomaga, da bi vam bilo v življenju lepše, ker res verjamem vase, verjamem v vas. Jaz na eni čudoviti poti, poti v bistvu, ko res neizmerno uživam, družim se z ljudmi, ki so neizmerna moja inspiracija, srečujem duše, ki me polnijo, ob katerih sem radostna in mi je res toliko lepo, da vam ne morem povedati, ne. In enako želim tudi vam. Ampak zakaj vas razumem? Ker sem bila enkrat tam, ko ste vi. In sem enako razmišljala, ko vse so bili drugi krivi, pa ne bom se spuščala v to. Ampak samo moj pogled na eno stvar ustvarja moje življenje, čist nič druga. Če jaz vidim slabo, v čemerkoli je slabo v meni, če jaz zamerim komerkoli, je zamera moja, jaz imam delo na sebi, zamera je v meni. In kaj delate? Spijete strup in pričakujete, da bo drug človek umrl, tist nasprot, ko mu zamerite, ali pa ne vem, država, ali pa ne vem kdo. A ne vidite, da smo si vse sami ustvarili? Vse, kar živimo, je naša kreacija. Je posledica naših misli, naših čustv, naših občutkov, naše vibracije. Doben ni nič naredil in doben vam nikoli ne more nič narediti. Čisto vse, kar počnete, počnete sami sebi. Vi. In ko boste na eni točki rekli, ok, tako sem jaz rekla, skreirala sem sranje, zdaj grem pa sanje, se bo vaše življenje spremenil. Prvi korak je, najbolj pomemben, sprejemam odgovornost za svoje življenje.
To je prvi korak, ko ga je treba narediti. Od tu naprej pa potem gradite lahko vaše življenje v smeri, da bo vam všeč. Ano. Kaj vam še ne rečem? 21. se vidimo, pripravljam predavanje z Barbko Škruk, pa Saša Einsiedler. Mogoče bom še kakega, vsak mesec bojo predavanja, terapije. Tako veste, da lahko pridete, Ana, zdaj je tole že mal, sem zasedena, ampak se tu pa tam kak terminček sprosti, tako da kar na zasebno sporočilo sporočite. Kmalu pride ven moj program Pot do sreče, ki bo fantastičen program, kjer vas bom po korakih vodila. Nekaj še moram dodelati, na drugače je tako že po korakih vodila res do tega vašega občutka sreče, občutka radosti. In naj vam še to povem, da tudi program ne bo ničesar spremenil, ali pa tudi moje videa ne bo ničesar spremenila, ali pa predavanja, ali pa knjige, ko jih berete, če že ne boste videli, da v tem trenutku imate vse, da ste lahko popolnoma srečen človek. Popolnoma vse, da ste najbolj srečen človek na svetu. Ker sreča ne bo prišla tam in ni je tam, ko bom imel avto, ko bom imel partnerja, ko bom imel 5000 evrov na mesec, ko bojo moji otroci zdravi, ko se bom ločil, ko bom ne vem kaj. Ni, to je vse tam. Tistega ni. Mi kreiramo prihodnost. V bistvu je njim. Ti jo kreiraš. Ti jo rišeš. Vsak dan posebej. Danes rišeš svoj jutri. Danes ustvarjaš, danes kreiraš jutrišnji dan, pa dan po jutrišnjem, pa čez en teden. In ti, nihče drug kot ti. Tako da, to je to. Mogoče se še kaj pred novim letom slišimo, vidimo. Jaz vam želim en krasen božič, kjerkoli že pač boste. In prvo, kar je, bodite srečni sami s seboj. Tudi če ste za te praznike sami ali pa za bilo kere druge praznike, in to si res želim, da bi razumeli. Vi ste tist, v katerem je sreča, nobeno od odzuni vas ne bo osrečil. Samo vi lahko sami sebe osrečite. In vi ste lahko najboljša družba sami sebi, ne? Jaz totalno uživam, ko sem sama s seboj. V bistvu mi je najboljš, ko sem sama, Ana. Res. In prav čakam te trenutke, wow, 1 urco sem sama, 2. Kaj bi dala, da bi bila sama recimo za novo leto. Meni bi bilo to fantastično. To bi bilo za mene maksimalno dobro doživetje, ne. Ampak že kapljajo bila in tako da, ampak s tistim, ko pa sem imam pa tudi fantastično. Ne hodim v družbo, ki ni moja inspiracija. Ne hodim v družbo, kjer se ne moram od njih nekaj novega naučiti. Ne? Tako da tudi prijatelje treba zbirati. Ne? Pa to ne pomeni, da nimam vseh rada. Vse imam rada, tudi tiste, ko so šli iz mojega življenja. Ampak sem rekla, mečken si mi odmaknen, tamle je moj cilj, tam je moj fokus, ne. Ker pač jaz vem, kam grem, jaz vem, pa ne kaj je moj cilj, kam gre moj fokus, kam usmerjam svojo energijo, kam usmerjam svoje misli, kaj kreiram, točno mi je jasno, vidim se že čez par let, mogoče bo to hitreje, kot si jaz mislim, ne. In pač jaz grem tja in nekdo se mi pač na tej poti mora odmakniti, da jaz lahko grem tja, ko jaz želim. Ampak kaj to pomeni, da imam sebe rada in da imam tudi tega drugega rada. Ti imaš pa tudi prosto pot, pojdi, kreiraj, ustvarjaj. Na koncu je tako samo pomembno, da tle uživamo, da se imamo fajne. In res mi verjemite, vode je v izobilju, denarja je v izobilju, ljubezni je v izobilju, česarkoli, ne vem, zdravja je v izobilju,
Se pravi, to je neskončno, večno, nikoli se ne more nehati, ne more se prekiniti, ne. In jaz ne vem, zakaj mislite, da vi ne morete imeti to denarja, pa ga ima en drug, ali pa zakaj vi ne morete imeti srečnega partnerskega odnosa, ali pa zakaj vi ne morete hoditi v službo, v kateri bi ful uživali. Lahko, ampak prvo se morate pa ta trenutek naučiti uživati v vsem, kar počnete. Ko kuhate, ko pomivate, ko pospravljate, ko greste v trgovino, ko greste na sprehod, karkoli. Zdaj je treba uživati, zdaj, da boš tudi jutri užival. In se je pač treba tega naučiti. In jaz vam z veseljem pomagam pri tem. To je to. Če še imate karkoli, drugače pa razumite sebe, da ste najboljša verzija sebe ta trenutek, in razumite druge ljudi, da so najboljša verzija sebe. Da ne znajo biti drugačni, ker če bi znali biti, bi bili. In dajmo že enkrat se nehati obsojati in se pustimo primiren drugega in ne vsak usmeri fokus v sebe in v tisto, kar njega veseli, in ne gre po tisti poti. Vesolje vas nenormalno podpre. Jaz, ko sem se, to vam še povem, pa se pa res živijo Matejči, ko sem se čakaj danes je katati dnevi, mi sploh ne grejo v ponedeljka, kaj danes je ponedeljek, mislim, da v četrtek sem se jaz, v sredo sem se slišala s to gospo iz tega programa, katerega sem se zdaj opisala. V četrtek sem poslušala njen video, ta uvodni video, brezplačnikov mi ga je poslala, preden sem se odločila. In tisti trenutek, v bistvu jaz sem že tako vedela, se to veš, ne to lažeš sam sebi, v bistvu čisto vse vemo. Meni so se zanč fascinantne stvari zgodile, pa ne bom zdaj tja zaplavala, vam bom drugič povedala. In ko se jaz odločim, da opišem ta program, še preden smo mi dve skomunicirali, da sem ga plačala ali karkoli, jaz odložim telefon, ko z njo komuniciram, odprem Messenger in že sporočilo od prijatelja, da me vabi na ta, ko je bila Dakila, ko smo bili v Ljubljani v Mons hotelu. Super je bilo, vam priporočam, da se to malo povežete, da pogledate, če resonira z vami. Da mi podarja 2 karti za mene, pa za Nežko, da pridemo. Mislim, darila kar kaplajo. Danes vam ful hvala, ko sem objavila za ta rep Morske deklice, da ga za Nežko iščem. Fascinantne stvari, res so se na poti dogajale in zdaj mi eno gospa pripelje to dekico Morski repek, ko jo ima odveč, in verjamem tudi, da bom ta morski rep dobila perfektno. Res ste mi pomagali in res vam hvala. In vidite, jaz, ko rabim pomoč, vam napišem. Ne se zdaj tle, povejte, ko rabite pomoč. In ko boste prosili, boste tudi dobili. Jaz ne morem brati vaših misli, vi ne morete, jaz lahko malo tudi misli berem, ampak se tudi vi jih lahko. Ampak, če rabite kaj, proste. In meni, že sam, ko sem se odločila, da gremo ta program, preden sem ga plačala, so se mi že začele fascinantne stvari dogajati. A mislite, da nisem jaz imela, pa to jaz ne morem, tole je preveč, ok, ego, ostal vse, ego bo vse naredil, ne plačati, ne, Nataša, v redu, saj ostan tu, ko si, ne novega znanja pridobivati, ker ti bo boljše v življenju, vse vam bo govorili, ne, ampak to je treba očistiti, iti naprej, tako si se opravičujem. In to je to, in so se mi od četrtka do danes že toliko fascinantnih stvari zgodili, da vam ne morem povedati. Sam zaradi tega, ker sem se odločila, da grem en program, da grem pridobivati novo znanje. Me vesolje totalno podprlo. Tako da, to je to. Živim res lepe praznike. Če ste osamljeni, vam povem, da je osamljenost iluzija. Imate sami sebe, jaz sem bila najbolj osamljen človek na svetu, najbolj, jaz ne vem, če je kdo od vas bil bolj osamljen, kot sem bila jaz sem toliko prejokala, jaz sem bila toliko Boga, jaz sem bila najbolj Boga na
celem svetu, koliko sem jaz sama in osamena in koliko jaz dobenga nijam in koliko mene doben ne razume in kako so si grdi in kako so si nesramni in kako si lažejo in kako si varajo in kako si ne vem kaj, ne. Ampak danes smo pa čisto drugačne. Danes pa osamljeno sploh ne vem, kaj je dolg čas, sploh ne vem, kaj je, ne. Danes mi je pa res fajn in res uživam sama seboj. Mateja, če bi videla, ki imam zdaj telefon postavljen v tem peharju, veš, ko je za kruh noter dati vzhajati, pa not manj krhle jabolčne, evo vam pokažem, jabolčni krhli, ja, to je hrana za zimo. Tako da nimam nekega stojala, ne vem kakega. Od zadaj imam pa med, da mi telefon kolikor toliko naravno zdrži. A vidite, ne rabite zdaj vi ne vem kakve opreme, pa ne vem kakega studija, pa ne vem kakih luči, pa ne vem kakve obleke. Jaz sem zdaj le kuhala, po tleh sem pomivala, sesala sem, omare sem brisala, pa mi sprot, tuf, 5 video posnet, pa ga grem posnet. Tako sem, ko sem, tudi to je ena verzija mene, ni Nataša vedno našminkana, pa zrihtana, pa odišavljena, pa v petkah, pa ne vem kakva, tudi taka sem. Ne, tudi gospodinja sem, tudi mamica sem. In se vam tudi taka pokažem, ne pokažem se vam sam fancy šmensi, pa ne vem kaj. Ne, čist simpel, v trenerki, evo, zdajle, prejle smo pojedli, ne vem, v 2:30 smo imeli kosilo in sem do zdajle pospravila in grem naprej pospravljati in grem prati in obešati in tak naprej. Vmes sem pa še en video posnela. Zato, ko imam fokus, kam grem. Ampak to ne pomeni, da zdaj moram se jaz vedno, ne vem kaj, šminko, gor, da to, ko gledate in mislite, da so vse tiste ženske vedno take, ne. Pač bodite to, kar ste. Vse govori vaša vibracija, govori vaša energija, ne vaša obleka, vaša šminka, pa vaša frizura, ne. Tudi to je del tega, seveda se strinjam, ampak zaenkrat pač to še kakorkoli ni pri meni vsak dan, in se vam tudi taka rada pokažem. Tako vam tudi povem, da tudi jaz padem. Pa zakaj padem? Zato, da se naučim, kako se je treba pobrati, da lahko vam pol to znanje naprej predajam, ne? Zadnji sem vam lepo v videu povedala, da sem en teden lepo tonila, joj, zima je, zdaj pa ne bom imela denarja, ni več okolic, ni za delati, ni to, totalno sem se zaprla, sem imela septembra 14 virov, kjer mi je različnih virov, iz katerih mi je pritekel denar, toliko sem bila odprta za obilje, 14 različnih, pustimo, iz enega evro, iz enega, to ni važno, višina, ampak bila sem odprta za obilje. Jaz sem se pa čisto zaprla in kak ne pride do mene, če bo moje prepričanje, zima je, ne bom imela denarja. Zdaj pa si rečem, to bo najboljša zima v mojem življenju. Full casha imela. Jaz si ful želim full casha, jaz vam zdaj povem. Ampak to zakaj? Ker jaz sem najbolj srečna, če lahko jaz prvo, zakaj bom to naredila? Ok, vse delamo zaradi sebe. Drugo, bom naredila to zaradi svojega sina, da mu pokažem, dokažem, da se to da. Nežika je verzija za sebe, njej so te stvari že vse jasne. Tretjo, kar je, bom pa to naredila, zato da bom lahko čim več dala otrokom, ker jaz si neizmerno želim 300 otrok pelati na morje, to ne vem, odkot so se mi eni meditaciji pojavili 300 otrok na morje pelati. Neizmerno si želim, da bi lahko v razna društva, kjer imajo te živali, donirala. Neizmerno si želim donirati Rdeč križ pa Karitas, ko so mi ful pomagali, ko jaz keša nisem imela. Neizmerno si želim, ne vem, res delati projekte za ljudi, za vse nas, In jaz vedno rečem, zakaj pa ne, če je možno. Če je nekomu tam uspel, lahko meni tudi uspe. Čist nič drugačna nisem. Edino, kar je, rabim novo znanje. Novo znanje, to je vse. Tako je moja mentorica napisala, danes recimo v mailu mi, to je tak, Mateja, ti boš vedela, kot da imamo, ne vem, 100 receptov za 100 jedi, kaj nam nuca tistih 100 receptov, če nismo ene jedi po tistih receptih naredili, popolnoma nič. Tako je pa treba tudi jaz novo znanje, pa če se lahko ne vem koliko dudlam, pa ne vem koliko učim, ampak če nam tega znanja vsak dan uporabljala v svojem življenju, džabe. In džabe vam BMW, če ste vi nesrečni noter. Džabe vam šuhi za 500 evrov, če tugujete, pa če ste osamljeni, ko boste sami za praznike, boge reve, ne? Džabe vam, kaj si še tako želite? Ne vem, nov mantel,
če boste trpeli v njemu noter, če vse trpite. Džabe vam bazen, bajta, partner, če ste vi skrušeni, žalostni, v strahovih, v ljubosumju, ne? Džabe. Kaj mislite, da vam bojo šuhi za 500 evrov pomagali, da boste bolj srečni, ko jih boste imeli? Ne boste. Mislite, da vam bo denar pomagal, da boste bolj srečni? Ne bo vam. Ni osnovne variante. Pa lahko vam dam zdaj milijon, pa ne boste bolj srečni. Prvo se naučite biti srečni, prvo se naučite uživati v življenju, ker imate prekleto vse, da lahko uživate in da že enkrat nehate jamrati, ker res imate vse, da res lahko uživate. Da ste res imate blagoslove, ko ste lahko res srečni pa zadovoljni ta trenutek zaradi njih, sam ne vidite jih. To vas pa uči hvaležnost, ker s hvaležnostjo dosežemo, da imamo fokus na ta trenutek. Aha, wow, vidim, ne vem, rože, imam stole, imam tu, evo, jabke tele, krhle, imam vodo, imam hladilnik, imam stanovanje. A se vam zdi samoumevno, da imate pošter, se vam zdi samoumevno, da imate kouter, se vam zdi samoumevno, da imate poslo, se vam zdi samoumevno, da imamo elektriko, se vam zdi samoumevno, da imate ta telefon. Nič ni samoumevno. Za vsako stvar se je treba zahvaliti. In denar ne more priti do tistega, ko ga nima rad. Jaz denar seb stisnem, ljubček moj, koliko te imam rada. Tekle si ga položim na tule gor, vesela sem ga, stiskam ga seb, pogovarjam se z njim, odnos imam z njim. Denar pride tistemu, ko ga ljubi, ko ga ima rad. Ne more priti k enemu, ko ga sovraži, pa ko sovraži druge. Dokler vi drugim ne boste prvošili vsega obilja, ko ga imajo in ko ga živijo, in eno žensko, ko vidite zrihtano, ali pa da je nekaj uspela, ali pa da se v ne vem kakem avto prepele, pa meni se solze vlijajo, taki prvošim, iz dna srca je prvošim, iz dna srca, še dala bi ji kaj zraven, ne pa da bom ljubosumna, ampak tudi to sem bila, da ne boste mislili, da nisem bila, pa na koga sem bila, na lastno sestro, ne? Sam sem rekel, opa, to pa ne bo šlo, da boš pa na lastno sestro, to pa ne, to boš pa zdaj popravila. Nisem popravljala in zdaj rastem ob sreči drugih ljudi, ko vidim druge, kako se ekspandirajo, ko vidim druge, kaj se jim dogaja, enako se meni dogaja. Hvala vam za vse. Čau, čau.